Še enkrat dober večer in še enkrat dobrodošli in dobrodošla Brina Švigelj-Merat. Dober večer, me slišiš, se vidimo? Se vidimo in slišimo. Kakor sva govorili, bomo govorili malo o filmu, malo bomo govorili o literaturi Annie Ernaux. Pa bi jaz za začetek, jaz se bom kar usedla tukaj, da ne bom tako blesa ostala, ko vsi sedite. Da bi za začetek mogoče samo naslovili, glede na to, da se film ukvarja z pravico oziroma z vsemi težavami, s katerimi se soočajo ženske v 60-ih v Franciji, ki bi hotele narediti splav. Neka pravica, ki je pa recimo za nas tukaj, ki smo živeli v bivši Jugoslaviji, nekako se zdela ves čas samoumevna, hkrati se pa danes ne zdi več tako zelo samoumevna. Pa me zanima, kako je v Franciji zdaj, a se tudi zdi, da se te neki taki stebri zakonodaje rušijo ali pa pogledi družbe na abortus? Da bi se kaj rušilo, ne, nasprotno, ker so v francoskem parlamentu mislim, da pred enim tednom se odločili oziroma izvolili, glasovali za to, da se bo splav postavil v ustavo. Čeprav mora iti potem to še čez spodnji dom parlamenta, ampak to je bila neke vrste reakcija na to, kar se dogaja v Ameriki. Drugače pa, ravno si to je tudi zanimivo, kako se nam stvari dogajajo. Pred 2 urama sem na pločniku pred svojo hišo videla grafiti, oziroma kako se reče temu, ko je na tleh šablono, kjer je pisalo splav ni pravica. Tako da nekaj očitno mora biti v zraku. Je pa res, da se samo vračam na to, kar si rekla prej, da jaz sem imela eno priliko v življenju, da sem se pogovarjala z Annie Ernaux in to ravno, ko je izdala to knjigo, ki v bistvu ni roman, ampak je, jaz rečem temu, pripoved, čeprav to zveni zelo jurčičevsko v slovenščini, ampak to na vsak način ni roman. In sem ji povedala, da sem rojena, da prihajam iz Jugoslavije in da se mi zdi ta njen tekst, oziroma mislim, da si mi rekla to, da smo bile me v Jugoslaviji na nek način veliko bolj emancipirane, kot so Francozinje. In je bila tako zelo presenečena, ko sem ji to razlagala. Skratka, ampak očitno nekaj je v zraku, če drugega ne zato, že to, da se o tem sploh govori in da je ta režiserka se odločila, da bo o tem tekstu, ki je sam na sebi tako izrazito nefilmski, naredila film. Čisto zanimivost, da v Jugoslaviji so zakonom dovolili splav v 50-ih letih, v začetku 50-ih let, ustavo pa ga kot pravico dali že leta, mislim, da ali 74 ali 75, ena prvih držav na svetu je bila. No, evo, kako smo bili napredni. Medtem, ko je Francija legalizirala splav šele leta 75, to se pravi 12 let po tem dogodku oziroma po tem filmu, ki se dogaja leta 63. Si začela že govoriti o tekstu, jaz sem prej tudi narobe napovedala, sem rekla, da je po romanu posnet. Ne, tukaj gre za zelo kratek tekst. Vse njene knjige so v bistvu zelo kratke, zelo intenzivne in zelo polne. Tako da, kot sem že oprostil, še enkrat ponavljam to, da je sam po sebi izrazito nefilmski. Ampak očitno se vse da. Mogoče pa povej še malo več o tem, kakšni so njeni teksti, ki si rekla, da ni romanopiska. Ona je izrazito avtobiografska avtorica. V francoščini se uporablja izraz autofikcija, to se pravi tisto, ko vzameš samega sebe za fikcijo. Medtem ko ona se ne izmišljuje ničesar, ona stvari res zelo natančno opisuje in še bolj
kot beseda opisuje, jih analizira. Njena pisava je tudi izrazito analitična, na nek način zelo neemocionalna. V njeni pisavi ni prizorov, ni poglavij, ampak so kratki fragmenti in velikokrat se sprašuje in nam pripoveduje nekaj o samem postopku pisanja in še posebej o spominjanju. Zakaj se je, recimo, ta tekst je napisala leta 2000, vemo, da je bila rojena leta 40, to je tudi edini datum v filmu, ko jo vpraša zdravnik, ne, kdaj je rojena, pravi 1. septembra 1940. In ko sem prej rekla, da ima zelo analitično pisavo, to je samo kot anekdota, mene zanima astrologija, torej ona je devica in device so res najbolj analitično znamenje, torej tisto, ki zna ločiti zrno od plevela. In njena pisava je res taka, zelo elegantna, zelo natančna in še enkrat ponavljam to besedo, zelo analitična. In težko je najti v njih prizore, težko je najti, mislim, jaz sem še enkrat prebrala te dni ta tekst in sem si mislila, pa kako se je lahko ta režiserka odločila, da bo to zgodbo ekranizirala. Jaz mislim, da je to zelo dobro uspelo. Zahvaljujoč se predvsem njeni izredni igralki in tem, da je znala zelo lepo ritmizirati te 3 mesece, v kateri se je njena junakinja morala znebiti tega. Ani Ernaux nikoli ne uporabi besede fetus, zarodek, ampak ves čas reče to. In edini motor, če lahko rečemo, tega filma oziroma te naracije je to, da se je te stvari treba znebiti. To je tisto, kar poganja dogajanje od začetka do konca. Ko se ona tega znebi, je lahko filma konc. Je pa film vseeno izjemno filmičen, ne? Nič literarnih prijemov ne porablja, nič ne pojasnjuje, govori z besedami ali kakorkoli, ampak se samo dogaja. Pa me zanima, ker si natančno prebrala večkrat verjetno tekst, kaj je vzela režiserka iz teksta in kako je to nekako prenesla? A je podoben? Ali v čem je podoben? Ja in ne. Mislim, da je ona tako zelo zavestno se odločila, da bo naredila nekaj zamikov. Glavni odmik od avtorice je to, da je spremenila ime. Annie Ernaux je torej ime Annie in ne Anne. V filmu, kot smo slišali, je Anna. Druga stvar je, njen tekst se dogaja v mestu Rouen, kjer je ona študirala, ki je kakšnih 100 kilometrov od mesta, kjer so kraje, kjer sta živela njena starša. Tretja taka zanimiva stvar je tista scena, ki je v filmu ob morju, kjer gre k svojemu fantu in sta tam tudi njegova prijatelja, se v resnici dogaja na smučanju. In Annie Ernaux, ki ima zelo, zelo močen občutek, kako naj temu rečem, da ne da pripada proletariatu, ampak da ne pripada buržoaziji, rečemo. To je tudi ena taka stvar, ki jo je recimo meni v Franciji težko razumeti, mogoče zato, ker prihajam iz ene dokaj egalitaristične družbe. Skratka, Annie Ernaux, katere starše, njuna starša sta imela eno majhno špecerijo, štacuno, nista bila kakšna huda proletarca, nista bila kaj posebej revna, ampak ona je imela občutek, kot da pripada enemu nižjemu razredu. In v tekstu tudi pravi, da če se je to zgodilo, da je zanosila, je ravno zaradi tega, da to paše zraven. To se mi zdi tako, to je ena taka njena konstanta.
da piše o teh socialnih razlikah in da piše o tem, da mora na nek način maščevati, ona temu reče dobesedno tako, maščevati moram svojo raso. Tukaj mislim na svoje ljudi, na svoje starše, na svet, iz katerega prihaja. Ves čas ima ta občutek, da prihaja iz enega drugega sveta. No, in recimo to, zdaj sem naredila en velik ovink, to, da je šla ona s tema dvema prijateljoma smučati, ker v življenju ni šla še nikoli smučati, tudi s tem pove, kako ona prihaja iz enega drugega sveta. In seveda na smučanju hoče ves čas past. Ona ne zna smučati, ampak se kar zapodi tam dol, zato da bo padla in splavila. To so recimo 3 take stvari, ki so me takoj padle v oči, ki jih je režiserka zamaknila oziroma spremenila. Stvari, ki so še 2 stvari sta zelo pritegnile mojo pozornost, in sicer to, da je prizor abortusa, ki smo ga videli proti koncu, je v tekstu eden redkih takih pravih prizorov. Jaz, ki počutim veliko bolj romanopiska, vem, kako se napiše pravi literarni prizor. Je v njenem tekstu tako zelo nehigieničen, zelo krut in ta punca se kar naenkrat znajde s to žvarovno, ne vem, kako bi rečem, s tem kosom mesa med nogami. In s tem kosom mesa teče do sobe svoje prijateljice in reče, pejt po škarje. Tako da ta scena je zelo, zelo dobro napisana. In potem naslednja, ki je tudi se mi zdi taka zelo polna, je kot ta njena prijateljica, oziroma niti ni kakšna huda prijateljica, ampak na vsak način punca, ki se stanuje v istem domu, pokliče zdravnika in Ann, kot se imenuje v filmu, se znajde v bolnici. In ji bo treba narediti, kako so prej rekla, kako se temu reče, jo bo treba ja, da očistiti. Očistijo, skratka. In vpraša, in njo se boji, in vpraša zdravnika, kaj sploh počne, in on ji reče, Tilbot, jaz nisem vodovodar. In to, da ji reče, jaz nisem vodovodar, je zanjo spet znamenje tega, da jo zaničujejo, ker ker ne pripada istemu socialnemu razredu. To ona tako zelo formulira na tak jasen način. No, in ta prizor je tudi tako zelo močen, no, ko si reče, 5 dni ostane v bolnici in ko gre iz bolnice, gre potem k staršem in potem se knjiga zelo, zelo hitro konča. Nimamo teh prizorov, kako gre nazaj na faks in kako... In tudi ena stvar, ki se mi zdi zanimiva, ki jo lahko povem, kako Annie Ernaux ves čas govori, da se v teh 3 mesecih, da v teh 3 mesecih je bil čas prazen, izpraznjen. Ona je samo razmišljala in tuhtala in čakala in si prizadevala, kako se znebiti te stvari, kot ji reče. Tako da, ko se jo končno znebi, se knjiga konča in film se lahko konča. Ampak ta prazen čas, to se mi zdi zelo na kratko, pa zelo dober, to the point opisan, ta en občutek, ki se te po telesu nekaj dogaja. Naj bo to neželena zanositev ali pa želena zanositev, a ne, ta popolna, da si popolnoma sama s tem. Ja. In tako tukaj se mi zdi, da ta njena glavna igralka, to je ena Romunka, je izredno dobra. Ker tako rekoč na nek način lahko bi rekli, da ne igra, ampak enostavno je. In je na tako zelo avtentičen način, da je dovolj, da jo gledamo in da občutimo, kaj se pravzaprav z njo dogaja. Jaz sem ta film videla tudi na tak način. In potem so pa tudi te kadri, sekvence, tako se reče temu po slovensko, plan séquence? Ja. Ki so pač... Tudi se mi zdi, da zelo dober prijem, kako poenostaviti filmsko govorico.
Tako da imamo to glavno igralko in to filmsko sintakso, in obe dve sta tako zelo avtentični in zelo enostavni, da iz tega teksta, ki je tako izrazito ne filmski, ampak izrazito literaren, kar naenkrat pred sabo vidimo to zgodbo. Jaz to gledam tako, no, oziroma sem videla to tako. Kaj pa lik An? A sploh je v tem tekstu kot izločen iz, ali je njen tok misli, ali kako? Ona, vrščas, kot sem že prej rekla, je njena pisava tako zelo analitična, da vsaka najmanjša stvar, ki se ji zgodi, jo nekako poveže ali s tem, da pripada torej enemu drugemu socialnemu sloju. Veliko govori tudi o tem, kako je to dejstvo, da je ona zdaj naredila ta abortus, je zdaj stopila v svet žensk. Zdaj ni več mlada punca, zdaj je stopila v ta cikel rojevanja ali pa abortiranja. In ta, po slovensko se reče temu mazačka, ta ženska, ki jo je splavila, ki ima v tekstu so vse osebe označene samo z inicialkami. Tukaj je tej ženski ime Madame Rivière. Ona pravi, da jo je ta ženska ločila od mame, da je naredila en tak res. O takih stvarih govori, no. Ves čas reflektira to, kar se dogaja na enem drugem nivoju. In v tem je njena literatura močna. Tako da smo ves čas sledimo temu, kar nam pripoveduje, in moramo istočasno reflektirati te stvari, ki nam jih pripoveduje, oziroma jih res vidimo in občutimo skozi njene oči. Jaz bi pa zdaj vprašala, če bi kdo iz publike še kaj vprašal, mogoče, če je kakšno vprašanje, kakšna misel tudi, bo tudi dobrodošla. No, pol pa imam jaz še naprej. V bistvu izjemno politična tematika, ampak ne samo zaradi pravice do abortusa, ampak je to pravica do življenja, kakršnega si nekako sam izbereš, in je v tem kontekstu tudi blazno pomembna tematika ženskega telesnega užitka, ki pa ni nič povezan z čustvi, z ljubeznijo, z družino, in se mi zdi to tudi kar pomemben, in je verjetno to pa tudi dosti prisotno v literaturi, ali? Recimo v literaturi Annie Ernaux izrazito, ona je zelo emancipirana ženska in lahko govori zelo, ne bom rekla brutalno, ampak zelo, včasih celo grobimi besedami o spolnosti. Recimo, ko je, sem bila zelo presenečena, zdaj malo preskočim, ampak se bom vrnila na to, ko je začutila, da bo splavila, je rekla, tišči me, dobesedno je napisala srat. To se da včasih si dovolj kaj tazga, kar je, in recimo, ko piše, ona piše veliko lahko o seksu, piše na en tak zelo neposreden način. In seveda, ta tekst je tukaj zadaj tudi to, da ženska ne samo odloča o tem, ali bo rodila ali ne, ampak da odloča, da ima tudi pravico do užitka in da ni to nujno povezano s tem, da bo zanosila, no, skratka, govorimo v bistvu zelo nič novega nisem povedala. Ampak Annie Ernaux je napisala tudi enih par, lahko bi rekla temu, zelo erotičnih knjig. Eden izmed njenih tekstov se imenuje Enostavna strast, mogoče je to tako rekoč njen najboljši tekst, tudi zelo kratek, kjer pripoveduje o tem, da je imela eno tako izrazito erotično sceno, razmerje z enim Rusom. In razlaga, cela knjiga je pravzaprav samo to, kako ga čaka, kako sta
kako je prišlo do, mislim, kako sta šla v poslo, kaj je bilo, mislim, zelo, v bistvu je zelo pogumna, ampak ker je ta njena pisava tako zelo precizna in tako zelo konkretna, je to zelo dobro uspe. Nobene romantike ni noter. Stvari so zelo neposredne in včasih celo malo grobe, ampak fino izpadajo. Jaz rečem kapo dol. Pa tako, kot si rekla, da reče, da je, bi šla srat, a tudi sicer a ni piše na nek, v francoščini, ne? A se lahko definira ta jezik, v katerem piše, a je kaj specifičen? Ne, to je rekel, me je presenetila ta njena beseda, ker istočasno je tudi povezana s tem, da bo zdaj splavila, ne? In se mi je zdaj prav tako, da je pogumna oziroma tako izrazito, lahko bi rekla, so malo brutalna. Ja. Ampak se ne vem, kakšen drug izraz bi lahko uporabila, metiščina stranišča, ne vem, kaj bi lahko rekla. Zdaj sem pa pozabila, kaj si vprašala. Ne, če je kaj zanimiv jezik. Ne, ona uporablja po drugi strani zelo klasičen jezik, zelo, ko sem prej rekla, da je devica, da zna ločiti, da je zelo analitična, to pomeni tudi to. Njena pisava je izrazito neemocionalna. Stvari so povedane take, kot so, brez kakršnih olepšav in ves čas razmišlja o tem, kaj dela. Zelo veliko piše tudi o samem postopku pisanja. Tako da lahko še povem to, ne, ker čez 4 dni bo šla v Stockholm po svojo Nobelovo nagrado. Tako da v Franciji so bili nekateri razočarani nad tem, da je ona dobila nagrado. Razočarani, ker mislijo, da niti ni tako zelo velika pisateljica. In potem ima pa po drugi strani zelo veliko občudovalcev. In ona je tudi izrazito politično angažirana. In to angažirana na skrajni levici. To sem videla. In gre to tudi ljudem na živce. Kdo pa bere njo? Njo se zelo, ona je bila od vsega začetka zelo brana avtorica. Kar je na nek način presenetljivo, ker se ne dogaja nič izrednega v njenih knjigah, ampak zna to povedati na tak način, da to bereš. Bi še enkrat vprašala, če je mogoče kdo se... Mene pa zanima, a so v Franciji kaj več pisali, oziroma če vi kaj več veste o relaciji režiserke s to pisateljco, so bile mogoče mislim, da ne. Ali karkoli, ker ste se nekako, bom rekla, zelo ujele. Ne, sem prav pogledala danes zjutraj, da videla, če obstaja med njima kakšno karkoli. Ne. Nisem nič zasledila, da bi, ne vem, vam ne znam odgovoriti, ampak mislim, da ne. Torej lahko sklepamo, da je režiserka pač prebrala te njene tekste, je bila nad tem nekako čustveno, očitno in kakorkoli navdušena in nekako videla, da bo lahko nekaj naredila. Ali pa je zaslutila, da je v bistvu, da smo zdaj da je to pravzaprav tudi duh časa. Včasih imajo lahko ali pisatelji ali režiserji, nasploh umetniki, zelo zanimivo intuicijo, tisto, da vidijo 3 korake naprej. Jaz moram reči, da sem tudi presenečena. Kako smo kar naenkrat zdaj padli, kako v bistvu ta film in ta čas malo proti abortusu sovpadate. Recimo, Poljaki bodo sigurno ta film gledali drugače, kot ga gledamo mi. Name je deloval izrazito nezgodovinsko. Mislim, kot da bi se to dogajalo, ne vem kdaj, v prejšnjih časih. Ja, ta brezčasnost filma, kako je tudi narejen, kakšne so te prijateljice, čist kako komunicirajo, se zdi tako sodobno, hkrati pa ne moteče sodobno. Točno to. To je tudi mene presenetilo, kako v bistvu tudi v samih
sami scenografiji, recimo, bi lahko rekli, da se to dogaja danes, ne? Nič ni takega, kar bi tako zelo vezalo ta film na leta 60. Vse meni se ni zdelo. Tudi, ker je pravzaprav ta Ana Marija, imeti ves čas v prvem planu, ne? Tako da v bistvu gledamo njo in kar malo pozabimo vse okrog. Ja, kar v neostrino pade. Ja. Še kakšno vprašanje morda? Aha. Brina, zdravo, Suzana tukaj. To je Suzana. Bi samo mogoče malo širš poskusila postaviti, da se ti zdi, da je seveda je ona zelo svoja pisateljica Annie Ernaux, ampak na nek način je pa mogoče bolj kot s temi svojimi, tudi seveda z osebnimi zgodbami, ampak s tem, kako osebno zgodbo prepleta z to socialno analizo ali pa kritiko, na nek način začela en žanr pisanja, proznega pisanja v Franciji, zaradi katerega obstajajo lahko tudi drugi pisatelji, ki so leta in desetletja za njo pisali. Tukaj misliš na Louis Édouard najbrž, ne? Ali pa še koga druga, verjetno ti več. Jaz ne vem, če je ona ustvarila žanr, na vsak način ima pa zelo veliko občudovalcev. In to je res, kar ti praviš, Suzana, se ti nikoli nisi, se mi zdi zanimivo, da nisi prevedla nobene njene knjige. Recimo tekst s naslovom Les années, to se pravi leta, se mi zdi tak izraziti primer tega, kako ona skozi svojo lastno izkušnjo pogleda na čas, ki ga je preživela, ampak čas, socialni čas, na zgodovino Francije. To je zelo fini tekst. Raven to povezavo jaz, Annie Ernaux v času. Kako sem jaz živela, tudi vse te socialne, ne samo premike. Skratka, ona je izrazito, na nek način je izrazito politična avtorica. In to ji nekateri tudi očitajo. Recimo, pred enim mesecem je bila tukaj ena velika demonstracija proti, kako bi rekli temu, blaginji, proti temu, da se vse draži. In Annie Ernaux je 2 dni potem, ko je izvedela, da je dobila Nobelovo nagrado, šla demonstrirati z Mélenchonom. Mélenchon je tak izrazito skrajno levičarski politik. Kot da nekaterim je šla zelo na živce s tem. Ampak tudi ona se je angažirala v predsedniški kampanji in tudi za Palestino, ne? Za Palestino. Skratka, v bistvu je zelo, zelo aktivna. Še kakšno vprašanje mogoče? Če nimate nobenega vprašanja, vam jaz nekaj predlagam. Da vam preberem zadnje 3 stavke v tem tekstu, ki sem jih Suzana ne najbolj prevedla, ampak pač kot sem jih zdajle prevedla pred pol ure. Samo toliko, da boste začutili, zakaj je ona v bistvu napisala to knjigo. Edina krivda, ki sem jo občutila ob tem dogodku, tudi to je zanimivo, da se nikoli ne počuti krivdo, to je super, ne, v tem tekstu. Edina krivda, ki sem jo občutila ob tem dogodku, je to, da nisem nič naredila iz tega. Kajti izven vseh socialnih in psiholoških razlogov za ta dogodek, lahko najbolj verjamem temu. To se mi je zgodilo zato, da bom o tem nekaj napisala. In resničen cilj v mojem življenju je, da moje telo, moji občutki in moje misli postanejo pisava in da se moje življenje raztopi v glavah in življenju drugih. To sem tako hitro načičkala, da sem težko prebrala. Ampak se mi zdi, da ti 3 stavki veliko povejo o tem, zakaj ona piše in zakaj piše o sebi. In zakaj piše o sebi na tak način. Super, ja.
Jaz bi kar tukaj potem, če ni več nobenega vprašanja, zaključila ta pogovor, se res lepo zahvalila Brina za zanimiv pogovor, publiki za obisk kina, pa upam, da se vidimo še kdaj. Hvala. Ni zakaj, mi je bilo Lepo me veselje. povodi. Mi je bilo veselje. Ajde. Živijo.